dosežeš isto pozicijo z drugim zasukom sklepov, pa isto orientacijo, ne. Robot naredi poljubno krivuljo, ki je najbolj optimalna za vse robotske sklepe. Pa to je že en algoritem, ki je napisan. Taki daljinec, bi rekel, ali pa tablica, s katerim lahko robota vodiš, nalagaš gor programe. Robot prišel, pa s kamero pogledal, v bistvu pobral ven točno določene slaščice, ki so bile točno določene barve. In potem, ko imaš za vse smeri, potem se to tako premika teleskopsko. Recimo, boš videl 90-letno babico, da ti ve angleško. Ja. Samo je Juliet and Romeo. Juliet na prvem mestu, veš. Ja, se veš, ok, že ona da zapis, ona... Današnji gost, Domen Šošter. Zdravljeno. Praktično znanec, moj šolec iz osnovne šole. Ja. V bistvu pa je on 2-3 letnik, jaz sem 2-2, ti si januarja se rodil 2-3, ne? Ja. Pa si šel prej v šolo, mislim, z starejšimi, oziroma. Tako je. S ta boljšimi. Super, hvala lepa. Si dvignil populacijo v 2-2 osnovni šoli. Kdaj si ti imaš rojstni dan? Ti da si šel januara hitro? Ja, 17. Aha, ok. Tako da januar še spestijo, za februar pa že bolj. Pa ti je nikoli žal, da si šel prej? Ne. Večer mi je bilo boljše. Aha, da si zdaj malo hitreje konec. Ja. Mislim, to je res, ja. Pa, jaz sem tudi tako mentaliteto, da vse čim prej rešiti, da tudi v šolo pa to na potli greš normalno, čim hitreje na šiht, pa nabirati praktične izkušnje, ne. Pa deco, pa da se ženiš čim hitreje. Ja, morati ima kdo tudi za cilj, ne. Jaz še ne vem, če imam to za cilj, taki veki. Enkrat ziher, ne. Ki se še deco. Skratka, Domen Šošter se je pred kratkim odločil iti v neznano. Ja. In sicer na Švedsko. Tako je. Šel si preko univerza, Erasmus, izmenjava, Ja. praksa, ne. Ja. Študiraš pa mehatroniko. Tako. Na fakulteti za strojništvo v Mariboru. Zdaj si diplomiral. Sem še v fazi diplomiranja, ampak sem se vzel absolventa. Tako da diplomska napisana, ne še, čakaš še kaj? Diplomsko še pišem, je pa že vse narejeno, ker sem delal diplomsko na firmi na Švedskem. Na Švedskem, ok. Pa to si mogel imeti tudi, kako se reče, mentorja tudi na tuji univerzi, Lund? V bistvu nismo sodelovali tesno z univerzo, ampak ta firma je ustanovljena od ustanovitelja, so iz univerze, v bistvu profesori. Ja. Tako da v bistvu moja mentorica je bila na firmi, moja somentorica za diplomsko nalogo. Somentorica. Mentorja pa ne rabiš imeti tam na univerzi njihovi? Ne, samo na naši matični. Ker, ti se v bistvu sam dogovoriš s podjetjem, kateremu bo šel, nisi vezan na fakulteto oziroma univerzo v tujini? Ne, vezan si samo na to, če Erasmus podpira kritje stroškov za tisto državo, v katero greš. Ok, razumem. To se od države do države razlikuje. Ja, recimo imaš, Centralna Evropa je svoj, dobiš recimo 600 evrov. Neki vrednostni sistem. Ja, vrednostni sistem, ja. Nižje, ko greš, ceneje, više, ko greš, dražje. Tak, isto kot standard, v bistvu. Ja, ampak štipendija se drastično ne zviša, ne? Ja. Niso razmerno. Če greš na Hrvaško, mislim, da je 750, ne, koliko dobiš na Švedskem štipendije? Erasmus? 675. Ne, don't do that. 675. 665. 75. Ja. Ampak dobiš še pozneje 250 evrov, ker si se odločil, da boš opravil prakso, teda tudi univerza. Potem lahko še zaprosiš za Ad Futura, to je neki sklad, da ti dajo še 150 evrov zraven. Potem jaz sem tudi šel z vlakom, tako da sem dobil nazaj plačano za karto, za vlak. To si moraš shranjevati, ne? Ja, shranjevati. Da potlej ti imaš dokaze, Tako, ja. to te vozovnice oziroma račune. Ja. To je za zeleni prevoz? Zeleni prevoz, ja. Kako dolgo si se vozil? 24 ur. Aha, kaj to je en vlak, ali si prestopil? 5 vlakov. 5 vlakov.
Wow. Pa zelo v Nemčiji je zelo slab sistem za vlake, ker sem recimo ob 3 jutro sem mogel prestopiti, pa sem čakal tak 3 ure tam, bil na mrzlem, sploh ni nič odprto, Ja, v to Hamburgu. se pri nas tudi verjetno ni, ha. Ampak je Ne, Hamburg je nič. fez veliko. Ne moreš nekaj čakati. Tu Pa zdaj si še predstavljati Dunek. Ormoži, da v Ormoži moraš prestopiti, ne, kam boš šel. Nikam. Ja. Gor v šumu, pogobe. Dolgo leso. Ja. Torej, kako se imenuje podjetje, katero si te odločil iti? Cognibotics. Cognibotix. V bistvu, kot samo ime pove, se oni ukvarjajo z kalibracijo robotov, predvsem z kolaborativnimi roboti, pa nekaj tudi z industrijskimi. Jaz sem večinoma opravljal delo na kolaborativnih robotih, v prvi izmenjavi, z UR5 pa z UR10, to sta dva kolaborativna robota. Številka pove, koliko imate nosilnosti, koliko lahko nosite na konci roke. V bistvu je razlika med kolaborativnimi pa industrijskimi roboti pa je samo to, da pri kolaborativnih robotih so nižje hitrosti, pa da človek lahko poleg v njegovem delovnem prostoru dela. Tako v bistvu, kot samo ime pove, kolaborativni robot pomaga človeku nekaj sestavljati, recimo, ali pa nekaj brusiti, take stvari. Pa to so ustaljeni procesi, on točno dela tisto, kaj človek ima zadano, kaj dela na neki postaji, pa zraven mu robot pomaga točno svoje delo, ali se prilagaja robot za vsako delo posebej, ali je samo sprogramiran za en način dela? Trenutno je sprogramiran samo za en način dela, zdaj ko pa je trend umetna inteligenca, pa se vedno bolj na to nanaša, da bi umetna inteligenca vedela spreminjati programe robotske, da bi ono vedela določiti različne parametre ali pa da se kaj spremeni, brez da človek posega. Drugače pa kolaborativne robote se lahko tudi uporablja, da strežeš drugim robotom ali pa kakim drugim mašinam. To je tudi dobra stvar. Ko pa so industrijski roboti, kaj je razlika? Industrijski robot, kolaborativni. Torej, kolaborativni pomaga nadomesti človeka. Ja, ne, v bistvu ne, Vsak. ne nadomesti, ampak v bistvu mu pomaga samo. Ok, pomagati. Industrijski roboti pa so bolj robustni, imajo bolj večje sile, so večje hitrosti, večji pospeški in so zelo nevarni, zato so večinoma za kletkami. In če delaš kakšen servis, ponovadi je to zdaj v Sloveniji, se uveljavlja Loto, se reče, se take ključavnice dobijo, se dajo gor na celice, da zakleneš v bistvu celico, da drugi ne more zagnati linije, da ti ne bi poškodovalo, ko se dela kakšen servis na robotih. Kaj je to zdaj na novo neka stvar ali že uveljavljena kolaborativna To je že, pardon. Nič ne. Kolaborativni roboti v bistvu so že kar stara stvar, ampak se če dalje bolj uporabljajo, zato ker je večji poudarek na človeku zdaj, gnezden, bi rekel. Ja. Kako pa to, da si še odločil za Švedsko? Mislim, zaradi firme ali zaradi države? V bistvu smo s kolegom pisali različnim podjetjem. Nismo hteli iti tako daleč, ampak so edini, ki so odpisali, pa smo rekli, da bomo šla. Tako da najprej bi se tudi rad njemu zahvalil za to, da smo šla, ker mi je bilo fajn, pa brez njega po mojem ne bi šel. Ja. On je bil pobudnik. Ja, v bistvu je pač, ko imaš nekoga poleg, je dosti lažje, ne? Dosti lažje, dvoje, ja. Ja. Ja, kaj pa ste te mislili imeti za prvo izbiro? Kaj vam je bila največja želja? Kam bi šla? Švica? Iskreno Švica, točno tako, Švica. Pisala smo, mislim, bilo je malo možnosti, ampak pisala smo eno firmo, ki delajo samo leteče drone oziroma helikoptere, ampak se mi je zdelo, da je to malo pretežko noti zapriti, ker pa tudi veliko odgovornosti je, da ti programiraš to, pa da nešče se poleg vbije s tem ali pa nekaj tega, ne. Droni vojaška industrija? Ne, v bistvu to bi bilo samo za prevoz paketov ali pa za kako skeniranje, recimo, da gre dron nad gozdom, pa recimo vidi, če je kje možnost požara, pa to prepreči, da javi gasilcem čim prej. Torej, bi bila robotizacija, avtomatizacija, to ti droni bi se sami vozili, nobenega ne rabi voziti? Ja, v bistvu, ja. On ima v bistvu gor kamero, pa taki algoritmi so napisani tako, da on ve določiti objekte. Dobro. V bistvu fej zanimivo je, ampak zelo težko, da prideš na tako dobro Tako da firmo. niso vam odpisali?
Ne. Odpisali so, eni so odpisali, da naj ne morejo vzeti zaradi takih in drugačnih razlogov, drugi pa pač niso odpisali. In oni so edini, ki so vam potem Ja. te izbire odpisali. Ja. In kak je pol, ko si izvedel, zdaj pa grem na Švedsko. Ja, v redu je bilo, ampak me je bilo malo strah na začetku, ne. Potem sem imela intervju z najino mentorico, je bila, mislim, je zelo v redu oseba, pa vedno je pomagala pri vsem, pa taki team liderski duh ima. Potem smo se predstavila, kam hodimo v šolo, kaj delamo, pa ona je tisti čas rabila nekoga za firmo, da jim dela tudi programe za demonstracije, ker so nameravali se pridružiti sejmu Elmija 2024, to je veliki sejem, kjer se pokažejo podjetja recimo za robotizacijo, CNC, s plastiko, različne stvari. Tako da, ja, je bila vesela tudi nekaj pomoči študentom. To sem videl, tudi Elmija sejem je eden izmed večjih sejmov severnih nasploh držav, ne. Ja. Ker iščeš ti partnerje, si greš iskat praktično tja, Ja, ne. v bistvu, ja. Smo tudi kar nekaj vizit pobrala, pa to, tako da bi se dalo še za naprej kaj zmeniti. Pa to je več sejmov na leto, ne, mislim, ker imajo ločeno. Ja, oni imajo prav Enkrat. posebne hale, imajo, v vsaki hali imajo svojo stroko. Je pa osredotočen na robotizacijo. Ja, robotizacijo pa machining, torej CNC. Ja, samo to tudi sejem, na katerem si ti bil, ne. Imaš Ja. pa še Elmija sejem podlep, ki sem gledal, jaz sem gledal, ker imaš še Elmija sejem za šport pa neke fore. Aha, to. Tudi to je. pa nisem vedel. Ja, pač to Zanimivo. sem Druge raziskoval malo. termine, kao... Ja, termini so drugačni, ja. Aha, To je nice. tako celski sejem, ne. Malo večji kot celski. Ja. Kaj to je tako, koliko hala je te to veliko? Tako kot da bi recimo dvorana za rokomet ali pa košarko, tak 10 takih dvoran, približno. Lepo. In tja pridejo predstavniki z svojimi izdelki, roboti, Tako. tam se postavijo, pa traja kako dolgo, en teden. Par dni, ja, en teden včasih. Mi smo imeli 3 dni, prvi dan, to ni mogoče, da sploh pogledaš v enem dnevu vse, tako da smo prespala s kolegom tam, nama je firma častila preučišče. Tako da smo si prvi dan pogledala robote, pa CNC, drugi dan pa smo šla malo naokoli. Pa smo pogledali še recimo nekaj za plastiko, pa malo smo še šla po mestu okoli. Kjer je mesto to? To je bilo Jönköping. To ne, jaz ne vem, kje je To je malo bolj severno, od kjer smo, mi dva smo bila v Lundu, Ja, Jönköping pa je 200 km bolj severno. 200. Mhm. In to si šel z vlakom? Ne, šefica naj bi, oziroma mentorica naj bi peljala. Z električno Tesla? Tako, ne s Tesla, ampak z Volvotom. Aha, električno. Zdaj povej mi, kaj ti je najbolj vsem ostalo spominje, če si kaj novega tako videl, zanimivega. Ja, najbolj zanimivo mi je bilo fika. To je, ko se sodelavci zberajo, tako 1 uro med tednom se zberajo za mizo, pa si naredijo kavo ali pa čaj, poleg nekaj pojejo, ker Švedi so fej sladkosnedi ljudje. Oni, ko je fika, vsak nekaj prinese službo, oni imajo tiste šutbular, se reče. Ne šutbular, pardon, to so mestne kroglice. Neki drugi bular, kula bular, se mi zdi. To so take male kroglice, narejene z, ne vem česa, ampak so zelo dobre. Cukra. Cukra. In kaj na to ti fiki delate? V bistvu se družiš, malo se poveš kakšne vice, pa to. Sodelavce? Sodelavci, ja. Najbolj smešno je bilo, ko smo si govorili vice, pa veta, kako se mi, pa Hrvati, pa Srbi med sabo, ne. Tako se Švedi, Norvežani, pa Danci, recimo. Ja, tako ima isto te fore. Iste fore imajo. Bili so Bosanec, Slovenec, pa Tako, Hrvat, ne. ja. Nekaj. Ampak oni imajo tako bolj za, tudi neke take stvari, ampak imajo bolj politične ali pa imajo za hokej, ker oni so veliki rivali v hokeji. Kaj pa te, ja, to vem, ja, to ja. Kaj pa je bila taka šala, ki ti je ostala spomeni, kaj se ti je oni povedali tam? Zdaj se specifično ne spomnim, ampak vem, Ampak to je primerjava med njimi, da vem, kaj... da so Norvežani rich bastards, ker imajo olje, oni pa ne. Rich bastards. Um, Točno, ja, vi ste komunicirali vse v angleščini tam verjetno, ne? Ja. Z njimi. večinoma, ja. Vsi vejo. To je njihov Vsi. skoraj že prvi jezik, a? Skoraj, zato ker če greš v trgovino,
recimo boš videl 90-letno babico, da ti ve angleško. Angleško, ja. Enkrat sem se mogel znebiti ene, ker Babice? ja, ker je bila, to je bila najbolj zanimiva izkušnja. Šel sem v trgovino, pa me ena babica govori, pa sem tak, dober dan, ja, kak ste, pa to, ona meni nazaj, pa ona meni da sliko od Marije, pa Jezusa, pa sem tak vidim, ok, hvala. Nisem tako bi rekel, te pa, ja, ni me glih prosila za denar, ampak rekla je, če bi se rad pridružil njihovi skupnosti v cerkvi, pa to. Te pa sem se menila, pa to pa sem rekel, ja, saj, jaz sem kristjan, pa to samo, zdaj trenutno nimam časa, da bi hodil to vedno na te pevske vaje, pa to. Ampak bila fejs prijazna, pa nisem mogel kar reči adijo, ne. Potem pa sem skužil, da je Trump supporter. Aha. Te pa se je začela v politiki. Preklopila je, kaj? Ja, kar preklopila. Samo kaj ti ima ona s Trumpom, če je ona švedinja? Ona v bistvu je Nizozemka, ki je potem živela v Ameriki, te pa se je preselila na Švedsko, tako da ve 3 jezike. In te je prepričala v kaj? Ne, niti ne, samo smejal sem se večinoma. Kakaj bedarija sem se slišal. Resno? Pač, se veš, kako so stari ljudje bolj sprešimfajo vse, ne? Ja. Ja, pač sprešimfala je celo ameriško vlado pa vse, pa ja. Bilo kar zanimivo. Nice. To so vse veze do meni. Ja, Sem to so se vse prijel. veze. Veze, ja. V cerkvi. Jo. To vem, da ti nacilaš, ne? Ne, je pa Robotizacija v cerkvi. To bi bilo zanimivo. Da ti da hostijo robot. Župnika naj treba. V svetnem mazivu, za Birmo, Ohajino. Ne pa res, da Švedi pa so zelo, kako bi rekel, oni so ateisti, niso verni. Večina Švedov. Tako da v bistvu je mogoče zato širila drugim ljudem, ki jim je dala to malo suvenir, oziroma pač slikico. Oni so tako vikingi, ne? Kao, potomci Ja, oni so vikingov, potomci ne? vikingov, ja. Vikingi pa so imeli tudi svoje bogove, ne? Ja, To sem gledal eno serijo, ki je Vikingi proti vitezom. Vikingi, bojim se viking gledal. Ja. Mislim kaj. Ali pa ove, kaj je že sveti kraj na Švedskem. Valhalla, ne? Valhalla, ja. To si gledal? To je Valhalla, sem gledal. Jaz ne vem, kaj je to sicer, ampak. Tam se gre to, kako so se vikingi pa kristjani med seboj, kako je Ja. prišlo do spora, pa ker so vikingi, zdaj ne vem, če je to resnično, vikingi so en cajt imeli Anglijo prek, Ja, mislim, so hodili v Anglijo, to je dokazano. ampak da so jo zasedli, To pa ne vem. tak je posnet, To pa ne vem. ta serija. Po mojem, Zdaj pa ne, mislim, Ne vem. jaz sem taki zgodovinar, ne. Ja. In to ti v Cogni Botics podjetju, s kakimi roboti si se ukvarjal? V bistvu tako specifično. Ja. Z UR5, UR10, to sta kolaborativna robota, pa z Jaskava Ok. GP8. Jaskave poznam, to so robotske roke, ne? Večino. Mislim, Ja, samo ja. še več stvari, samo jaz na robotsko roko. to Ja, sem samo robotske videl. roke. Ja. Zdaj trenutno delajo take nove modele, ki so beli, zdaj ne vem točno pamet, ker jih je ogromno, ampak zdaj so bele barve, predtem pa so bile modre, Jaskava je vedno bila modra. Ja. In kaj je to ta robotska roka, zakaj si jo ti recimo, ti si jo... Sem testiral kalibracijo. Ja. Kalibracija je bila napisana od tima, ki programira v Pythonu. Oni v bistvu so tisti, ki je under the hood, ne, pač ljudje. Oni napišejo algoritme za to, potem pa jih drugi sodelavci recimo testirajo, pa delajo feedback in trenutno, ker je najna mentorica to rabila, ta feedback pa to je to nama dala za delati z kolegom. V bistvu pa sem tudi upravljal diplomsko nalogo na tem robotu, ki je bila v bistvu, zanimalo me, kako različne pozicije objekta, ki je F5 oziroma obdelovanca, Ja. in pa orientacije, pa kako različne konfiguracije robota. Konfiguracija je to, kako so robotski sklepi zasukani, ker lahko dosežeš isto pozicijo z drugim zasukom sklepov, pa isto orientacijo, ne. Me je zanimalo, kako to vpliva na končni produkt millinga, v bistvu reskanja. Potem sem pač testiral to in nadgradnja je bila, da sem še testiral njihov algoritem, ki popravi korekcijo poti, da sem preveril, če je bistvena razlika med nominalnim programom pa med programom, ko ga potem daš v njihov postprocesor, kjer je kalibracija.
ampak so bile odstopanja trenutno zelo mala, pa algoritem še je v razvijanju, tako da nisem mogel nekaj preveč se to poglobiti. To je glih tudi Juliet and Romeo program? Ne, to To je kasneje bilo. to pa kasneje, to pa so zdaj dali ven. Na tem so delali več let. Ja, tudi Juliet and Romeo, to je tako fascinantno. Ja, Malo sem se pozanimal, ja, pa sem ugotovil, da Juliet je programski zapis, zapis, ja. Romeo pa predstavlja kot virtualno orodje, Simulacijsko simulacijsko okolje, okolje, ja. tako je, ja. Da ti, pač fejs dobro ime mi je. Ja, Romeo and Juliet, ja. Ja. Samo je Juliet and Romeo, Juliet na prvem mestu, veš. Ja, se veš, ok, že Ona namerno da prav, ne. zapis, ona, kaj moraš se narediti, moški naredi, ne? Ja. Tako je, ja. In to so oni razvili ta program ali to so samo oni implementirali? Juliet je baziran na programskem jeziku Julia. Jaz se v to nekaj ne spoznam, ampak sem videl, da se to uporablja za real-time aplikacije, pa pobiranje podatkov, real-time podatkov, potem obdelovanje. Drugače pa večina ljudi tam se ukvarja oziroma programira z Pythonom. Večina algoritmov je napisana v Pythonu, ker je univerzalen programski jezik, bi rekel. Pa najlažji za naučiti. Ja, res je. Samo jaz nimam take izkušnje. Mislim, Mislim, je bila muka se učiti, ampak jaz nisem prav. Aha, Python. Jaz se nisem ga nikoli učil. Realno bi se ga komot lahko naučila. Mislim, Dobro Patrik pomoge. se ga je. Mislim, On ga mi smo zna se nekaj. mogli, ja, pa prišli smo pol doma trik, pa kao tega implementacije, ampak Ja. meni je bilo težko. Mislim, tu je tako razmišljanje, ne? Ja, Ker po mojem tudi nisem jaz za to. Ni me toliko potegnalo notri v programsko kodo, da bi jaz to programiral, da bi imel passion, ne. ja, pravim, ja. Sem pa ful imam cimra programira in vidim, da je ful te lahko notri potegne in si 5 ur za računalnikom. Ja, res je. Jaz sem začel za doma delati take male projekte z programiranjem. Sem se hotel narediti robotsko roko, tako recimo to mikrofon, da ima neka mala robotska roka s 3 zgibi. Meni je tudi zanimivo bolj, ko programiram nekaj, kaj se premika, ne pa tisto gole algoritme, ker se ne vidim v tem. Neki rezultat vidiš, ne, Ja. v fizični obliki. Ja, tako. Pa zanimivo je. Mislim, ko se nekaj premika, dobiš tisti boost, zdaj če še bolj programirati. Ne. Veš, kaj me zanima, da povem mi, recimo, kako gre od programskega jezika, ko program napišeš, pa do tega, da gib naredi. Aha, to je dobro vprašanje. Vsaj midva smo uporabljala offline programska orodja. To so v bistvu, kot da bi imel program, pa imaš ti model od robota, ki ima svoj kinematski model v sebi, pa CAD model, torej obliko vidiš od robota notri v programu. Potem pa z različnimi ukazi, recimo tu postaviš točko, pa tu recimo postaviš točko in potem narediš linearen gib ali pa narediš joint gib. Joint gib pomeni, da se vsi sklepi lahko sinhrono, da robot naredi poljubno krivuljo, ki je najbolj optimalna za vse robotske sklepe. Pa to je že en algoritem, ki je napisan. Drugače pa najprej se generira program v programskem okolju, potem pa se uporabi postprocesor. Postprocesor pa je tista meja med kako bi rekel, Med fizičnim, pa med programom. med offline programskim orodjem pa med kodo, ki jo ve brati mašina. Tako bi rekel. Ona prevaja. Ja, v bistvu ja. V bistvu, ko ti postprocesiraš, recimo za Jaskovo specifično dobiš format oblike JBI. Človek še jo lahko prebere, pa to vse, ampak ta koda je pozneje še enkrat procesirana v robotskem krmilniku. Torej, to je taka velika škatla, ki ima vsaka robotska roka, ali pa vsaki stroj. Potem, ko ti pošlješ, ko ti naložiš to gor na teach pendant pa je tisto, taki daljinec, bi rekel, ali pa tablica, s katerim lahko robota vodiš, nalagaš gor programe. Potem krmilnik potem prevede tisto kodo, da jo stroj ve prebrati. Ker je robot je to zabil? Jaskovo. Kaj pa tisti HKM 1800, kaj si Aha, HKM. HKM. Mislim, da reče on je HKM. HKM. 1800 pa ne vem, kako se reče. Ja, aha, po švedsko. Ja. Ne se nauča.
1000, od 100. Evo, veš Mislim, kaj. da je. Švedi, če me gledite, prosim, ne mi zamerite. Ne bodo te. Kaj pa to ti roboti, recimo? Mislim, kaj... To je pa v bistvu pick and place robot, kot že samo ime pove, je specifično narejen za pick and place, ja, za pobiranje odlaganje. Zdaj, oni sodelujejo tudi z drugimi podjetji, eni delajo prijemala, torej priseske, da lahko recimo papirnate robčke, recimo, ko dobiš v šteki, Ja. da imaš več priseskov, da je lažje pobere. Osik. Potem sodelujejo tudi s firmo, ki piše algoritem, recimo imaš box, pa imaš, to smo delali specifično za Easter egg, za Easter, torej, kako se reče po slovensko, sem pozabil, Ja, si ne. Veliko noč. Aha, Easter, Easter egg. Ja, ja. Bom prvi. V bistvu taka jajčka je bila in potem so notri bile slaščice, potem pa je robot prišel, pa s kamero pogledal, pa v bistvu pobral ven točno določene slaščice, ki so bile točno določene barve ali pa oblike. To vse zazna senzor. V bistvu je kamera, ja. V bistvu A imaš je to kamero. potli po kameri Ja. loči barve. In on je z enim tem orodjem, samo s tem priseskom, vse pojemal si orodje mejuvo, zmes? Ja, to pa je zdaj zelo trendy, to je zelo dobro vprašanje. Pri starejših, recimo robotih, pa pri CNC mašinah si ti mogel ročno dati notri v... Orodje, dol Orodje. pa notri nazaj. Zdaj pa obstajajo revolverje za CNC mašine, to že dolgo. Ja. Zavrti pa se zamenja. Ali pa linearni. Zdaj pa za robote pa so tudi naredili take poličke, ki imajo utore, pa je gor, se robot parkira, v bistvu, pa je tudi pneumatski ventil, taki adapterje, vmesnik med prirobnico robota pa med orodjem je tak en adapter, ki v bistvu prisesa tisto gor, pa zaklene, potem pa ko odloži, spusti. Ne, To je princip Sigma Tau robota? ne to je princip... Tisto je tudi CNC, ne? Stroj. Ja, tisto Tisto je je CNC stroj, slash robot. slash robot, Ja. da je mešanca robotske roke, mislim, Ja. meja med robotsko roko pa CNC strojem. Tako je. V bistvu to je njihov največji produkt, pa najdražji. Mislim, da košta malo manj kot 1 milijon. Ja, Imajo veš, da. pa 2, en je v Nemčiji, en pa v Švedskem, ampak testirajo še, je še Ja. v Je še v razvoju. Ne? razvoju. Ja. Je pa najbolj zanimivo bilo, ko sem bil tam, so imeli propeler za ladjo, so prinesli. In nekoč so propeler za ladjo mogli vedno ročno brusti, pa ročno hoblati. Zdaj pa so to oni testirali, ta njihov robot, in je face lepo bilo, lepo si videl, tako gladko je šlo. Ja, človek moja ne more tako To natančno. so veliki tudi propeler? Ja, to tako da bi To je gledal... za tiste jahte, ne vem. Jahte, mislim, Ja, ladje. Ja. V bistvu je propeler je tako velik kot ta zavesa. In on, robot en to dela vse. En, ja. On je v bistvu tako naredil, da ima, kot ima mikrofon recimo, tako roko, on ima take teleskopske zgibe, recimo tako kot za kamero. Aha, to je Da gremo hidravlika not- neka. Ja, da gre notri pa ven. In v bistvu s tem, z različnim, ko imaš ti ravno plato na 2 različnih palcah, ko ti eno spustiš notri, pa drugo ven, se v bistvu plata nagne na to stran, dobiš en nagib. pardon. Te pa imaš recimo še 2 gore, pa imaš še nagib za tak. In potem, ko imaš za vse smeri, potem se to tako premika teleskopsko. XYZ, ne, Ja, koordinate ima možnost 6 prostorskih stopenj. 6 prostorskih. 3 so v bistvu translacije po X, Y, Z, 3 Ja. pa so orientacije po X. Ja, še vrtenje, ja, Ja. ok, ja. Torej v bistvu 6, ja. Ok. Tako. Torej, roboti se določijo potem, koliko prostorskih stopenj imajo. Večinoma nekoč so uporabljali 5-osne robotske roke, ker 6. os ni bila tako fejs pomembna, lahko se delo večinoma stvari z 5-osno robotsko roko. Zdaj pa sem tudi videl, da so testirali robota, ki se imenuje Kasov robot, to je z Danske, ta pa je imel 7 prostorskih stopenj. To pomeni, da ima še en zgib več. Ampak jaz se tega ne vem predstavljati, kako bi to bilo. Pač mogoče je bolj optimalno, kako se sinhrono premikajo jointi med Tako sabo. bolj fino. Ja, po mojem, ja. Aha, kaj pa to, tudi več ima prostorski stopen, bolje dražje, bolje tako je. advance. Tako je. Torej, Skara roboti recimo, Skara SCRA, to so roboti, ki imajo samo
3 prostorske stopnje in se večinoma uporabljajo za pobiranje golf žogic, sem videl primere, pa recimo za šivanje ali pa kaj takega, ker imaš samo robotsko roko, ki dela to, ki se vrti, pa ki ima en sveder gor pa dol, da lahko spušča orodje, pa vse. A nima nobene rotacije, pa nič tako. Samo rotacijo v prvi smeri, mislim, da ima. Aha, V prvem zgibu, torej. ok. To je v bistvu, kot bi imel nek stolp, potem pa eno ravno palco, pa tu še en zgib, pa se potem to tako okoli sebe vrti, pa tu gre en sveder gor pa dol. Gor pa dol. Nice. Nisi še videl, jaz si videl CNC, ne? Samo to te lesene za les, ne? Boter mu gor. Ja. Drugače pa, ja, tudi malo CNC stroje tudi Žiher pa Kager piše, ampak on ima večino žago. Pa tudi mislim, da ima elemente nekaj za vrtanje noter. Ne sem ziher, ampak ni to tako advanced, kako bi strojna industrija. Strojne, nisi še videl strojnih. To imaš tak... V avtomobilistični industriji, tudi trak sem videl samo, ampak v živo ne, pa Aha, ja. ne spoznam se jaz na to teko. Kako bomo razložila? Kako izgleda CNC? Ne vem, v bistvu je zgradba CNC-ja. Ja. Ti imaš CNC za reskanje, struženje, povrtavanje, Ja. to imaš vse opcije, ne? To je glih obdelava kovine. Ja, to je glih, in to imaš ti za glih tisto, lahko tudi kakega drugega materiala. Lahko kaj druga. Lahko tudi plastik, veš. Ja. Ampak imaš za CNC, ki imajo lahko, ne vem, face dvejke, izdelke končne, lahko pa male, ne? Ja. Veš. In te se zdaj CNC ločijo po velikosti tudi, ne? Zdaj si jaz ne vem predstavljati, kakvi so toti mogli biti vejke CNC. CNC so bili tako veliki, kot pol hiše. Ja, ne? Ja. Ti vas. Ne, Ker res. imaš mize, ki so velike za recimo 3 take mize, to je zdaj 1x2 metra, ne, malo me 1x1,5. Tam imaš fez velike mize, tako da lahko daš notri velike stvari, da ti Ja, struži. Tam je obdelovanec. Kao. Ja, obdelovanec je v bistvu, recimo tako, da bi ti imel Ja. kocko železa ali pa jekla in ti za to jeklo moraš postružiti, da dobiš končni izdelek, oziroma To je na toti polizdelek. mizi gor. Na mizi, ja. Na mizi. Bistvena razlika med CNC pa med robotskimi rokami pa je to, da ko ti narediš NC kodo, torej G kodo, ko generiraš, Ja. pri robotski roki robot lahko doseže vse te točke, če imaš 6-8, 5-8 robota. Ja. Pri CNC mašinah pa je tak, da se v bistvu miza premika, ne pa, da gre orodje okoli. Torej, se miza nagiba. Obdelovanec se vrti, ne? Ja, Veš, tam pa se obdelovanec namiri, pa se okoli njega tisto Tako. giba. Te pa se obdelovanec premika, veš, tu je tako zdaj, ne vem, zdaj, reskar, ne? Zdaj pa se obdelovanec vrti, ne? Veš, te pa se pač ob to reska, pa ga obdeluje. ja. Imaš pa tudi zdaj moderne CNC mašine, pa imajo samo poleg še en nagib, torej orodje, ko je dol, še ima samo tak nagib, tako da v bistvu dosežeš, Kakve kote, take, ja, ne? kot je. Ja. Mislim, da lahko imaš dvojni nagib, tudi se dobijo, po mojem, ki se lahko vse vrti, celo orodje, ampak so dražje, ne. Ja, ja. Pa največja razlika, to je tudi del moje diplomske naloge bilo preučiti, je med robotskimi rokami pa med CNC je to, da CNC mašine so dosti bolj natančne, lahko dosežeš na mikrone natančne Ja. rezultate, ne. Robotske roke pa je problem to, da ko delaš recimo, ko vrtaš v les ali pa ko reskaš v les, še gre, ne. Potem pa imaš neko trdo kovino, potem pa se čutijo vibracije na roki, ker si stran, pač vplivajo sile, ne, gravitacije. In zato je bila pač del moje diplomske naloge bilo to, da preučim, kako v bistvu je pozicija, orientacija objekta, kako to vpliva na končno geometrijo, ne, ker če ti držiš recimo kozarec tu, ne, eno minuto ali pa tu, ne, je velika razlika. Ja, kaj sem zadnjič enkrat, mi je kolega tako rekel, sem bil na rojstni dnevi, pa smo že pospravili ob 4 jutro, pa rekel, mislim, da smo nekaj nosili notri hrano. Ja. Če to držiš 2 minuti, sicer ne. Ja, Ja, seveda, ne morem smo spili. Ja, tako si mogel držati. Ja, seveda, 2 minuti pa bon. To je bila muka, jaz sem za Ja. Švico tak, ne. 2 minuti. to je dosti. To so tudi tisti challenge, ko moraš se tako držati. Ja.
Ali tako samo viseti? Tako. Samo Na viseti, palcih ja. ti se tu rotira, ne? Ja. Zdaj pa ti visi, kako 100 sekund dobiš 100 evrov, ne? Ja. Pa tako redko, res redko komu rata. Jaz sem to videl, ko so to delali na ulicah, da sem imel to štango, pa sem mogel viseti. So tako viseli, pa en skoraj podrl rekord, te pa mu je on vklopil, da se me palce začele vrteti. Te pa še vseeno, ne bi zmagal, ne, te pa ga je šel dol vleč za noge. Pa da, To sem to videl. pa ni fair, ne? Ja, to so Fer, ne, to so bili, to je bilo prav, ja. barove. So se skoraj zbili. Imaš? 100 evrov, ne, veš. Ja, vem. Ja, seveda. A takrat ki to živijo na spletu, ali... Ja, na spletu, Ja, na ok. YouTube nekaj. Ja sem mislil, kaj tam na Švedskem. Ne. Tam imaš, tam so bile tudi zanimive stvari, na trgi so včasih imeli neke gledališke predstave, ne bi rekel gledališke predstave, ampak so bile bolj tak, da so ljudi nasmejale. Resno. En je z ognjem bruhal, pa Prav tako tako malo. da bi v cirkus pač šel, ampak ni bilo tako živali poleg tega, bolj tak. Zanimivo, Pa ne? godbe so bile, Ja, v Ljubljani pa imaš to, da pač noje iz živalskega vrta sprehajajo po mesti, pa to ne. aha, To sem še ne To videl. pa Mislim, nisem nisem se čuja. Ja, resno. Poleti, te ima tako eno rutico, ni noj, neki, tisto neki vejki noj, drugačne vrste, ne vem, kako se mu reče. Pa ga Kao ono, sprehaja. kaj plune v tebe, noter? Ne, tisto pa je lama. Noj, pač ptič je. Ok. Samo ne vem, zdaj, kako se mu reče. Prav. Ne. In ga sprehajajo po mesti, te pa ima tako okoli, napisano, da zbira, ne vem, denar za to pa to. Otroke, recimo Ja. pa to. Ampak to mislim, da živalskega vrta to sprehajajo. Od zadaj pa je to te zanimivo. sprevodnik, ki ga nadzira. Ki gre na konta. Samo ni pa na vrvici, veš. Aha, prosto. Hodi Te normalno. pa so pridne. Zdresiran je. ali Bolj kaj, kot naš kaj to je. pes. Ne vem. Nice. To mi je Tin zanič kazal, da je bil prvi v Ljubljani, ki je šel te stanovanje gledat. Ja. Je to videl. Na Ja. ulici, ne. Mimo njegovega stanovanja tam. V centru Ljubljane. To gre mimo, sem je te kazal sliko. Vse lepo. To Meni je kolega rekel na Švedskem, vse noj še je vreden, ne, samo dokič prije los, ne. Še veliki jelen, ne. Ja. Si bil kaj take živale? Škaj, videl sem veverce, ogromno veverce na Švedskem, to sam bežijo prek ceste. Samo Si grejo. dolešnik, Ne, a te vjela, a? Ali- metala mi je, Resno? Tako brisanke. Maleni veveričke. dobesedno. Samo to, da ne vejo pete. Ne vem. Ne, samo derajo jutro po 4. Kaj že svetlo, jutro po 4, oni se derajo že pod oknom. Kaj je še taka zanimiva izkušnja, ki si imel s Švedsko? Um, Je res tako fejst drago tam? Kako veš se, kao govori, ne, da je dražje. Ni tako drago, ni tako drago. Recimo sem si sam kuhal, prvo je kolega kuhal, ne, ker on je masterchef, moram ga pohvaliti. Ne, Kako zelo mu je dobro ime? kuha. Niko. 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 Fejs dobro kuha. Te pa je malo meni pokazal še nekaj, sem hotel se naučiti. Te pa sem polje se sam že delal, sem se delal stejkece, repo pa to. Slišal sem, da si postal steak master. Ne? Steak master, ja, steak master. Vse Ok. sem ga včeraj, sem ga To bo mogel dokazati. Ja, včeraj sem ga ne glih perfektno naredil, se sem ga bolj popravil, če ampak dobro, le. Se te vidiš, ne. Kako delaš steak? Najprej spečeš S kurico. masti? Ja, v maslu. V bistvu jaz dam, lahko daš tudi olivno olje, ker maslo se žge fejst. Masla potlje za omakico. Maslo malo potlje za take, omakico, ga- tako. Najprej se da malo olivne olje, pa pač daš gor steak, da dobiš sir, ne, Ja, sem pa gor. steno. Te pa ga daš malo počivati, ker steak tudi moramo počivati, da se temperatura noter, da vlago zdrži v sredini. Te pa ga daš nazaj, znižaš temperaturo, pa daš poleg maslo, pa rožmarin jaz dam, ker imamo domače in je fejst dobro. Ja. Pa malo česna te daš, en strok, recimo. Te pa to še Te pa zalivaš. zalivaš, pa, ja. Te pa to ti sočno podli. Ko vrežeš tak. Pa potlje si daš steak še 10 minut počivati? Ja. Ja, ok. Zdaj, če sem ne včakal antene, ne. Odvisno od dneva. Ampak najboljše je, da počiva malo. Cene si rekel, da niso tako pretirane. Ne, recimo, če se sam kuhaš gor, te je najdražje, kaj te je meso, ne. Recimo, kilo govedine v Sloveniji sem videl, da je 12 evrov, gore je bilo tudi nekaj tako 10-12, odvisno. Mi smo s kolegom šla v Willis, se je rekla v trgovini, ta je bila najcenejša, ampak je bila najdlje, tako da smo mogla iti s bicikli. Pa smo iskala po popustih bolj, ne, ko je bilo kaj znižano. Ampak v tistem času, ko smo bila gore, ne, ko ješ res striktno meso, pa mislim dosti mesa, pa malo veliko hidratov pa tega, se nam je kar poznalo, ne.
smo tudi fitness hodila, pa bežati smo poli začela, pa se nam je kar, pač bar osebno meni se je poznalo na fiziki. On je že tak bil pred tem, ne, je treniral atletiko, pa to, pa plava on rad, on dosti plava, tako da. Pa fitnessi so tam fejs dragi članarine. Ne, v bistvu problem je samo to, da moraš vzeti si za 4 mesece, bilo smo si vzela 4 mesece, ampak je 150 €. Aha, plačaš eno pa to. Ni tako drago, ampak imaš 3 fitnesse v meste za 150 € plus savno, plus bazen. Ne, Lahko greš ne, nekaj čisti. čakaj, savno. Savno, pa Kolikokrat pa? Dačeš, kdaj kolikokrat češ. Še za vega. Samo to je pocene. To šel je gor? nič. 150 € pa lahko grem vsak dan v savno v 4 Ja. mesece. Ja, Ja, ti imaš tu v Mariboru, imaš savno 35 zdaj, ne? En stop. Ne, 30 so dane. 30, Ampak en stop. to je, Te ja. veš, en stop savno. 3 ure. sicer jaz nisem hodil, ker meni ni zasobno, moja koža je malo, jaz sem fejs suho kožo, pa z adijom imam probleme, tako da. Meni je savno fejs ven. Ja, verjamem, ja, vse. Umiriš se. Pol pa ješ v mrzel bazen. To je To najboljše. delajo, Švedi delajo, hot sauna se reče. Ja. Oni grejo v savno, te pa grejo v ledeno morje. Ja. Jaz sem čutil tudi, da to te pore, da si odprem tako še Tako. z koprivami tuče. Ja, To bi mogel probati enkrat. z tega Kaj boga to pa ne? delajo. Kaj? Ja. Kaj se skuprijam tukaj? Ja. Kako pa to, kaj fitnessi so imeli zraven savno? Tam, ali... V bistvu, mi da smo živela ne v centri, bolj na desni strani mesta, torej na zahode. Vzhode. Ja, Vzhode. ok. Shod je pri japonski. Ja, tam pri Japonski smo bila. In smo imela dobesedno fitness poleg trgovine, pa pod nama je bil fitness, tako da mi da sem bila v University Guest House, se reče, to je tudi majca. Shout out. Ja, tako da, to je good merch, če kjer reče kupite, ne? Nisem. Dobro kvaliteta. Preprodajaš. Ne, to Dropshipaš. ne. Lahko grejo gor. Drugače pa smo imela vse blizik. Fitness je bil pod nama, trgovino smo imela poleg, recimo, če si hotel iti bežati, je bila steza. Prvič smo živela na zahodnem delu Lunda, potem pa na vzhodnem. Ko smo živela na vzhodnem, smo bila vse bolj bliže, na zahodnem pa je bilo bolj, kako bi rekel, mirno. Pa Stanovanje, strošek veliki. ja, stanovanje je največji strošek, pa problem je to, da ga je zelo težko dobiti, ker je naval študentov. Isto kot da bi šel recimo na faks v Maribor, ampak 10-krat huje. Ste imeli kakega cimra? Ne, bilo Ste bila smo sama? samo smo bila. Lepo. Si pa to šel privat stanovanje, ali je to kako študentsko stanovanje, študentski dom, ali kak je to? V bistvu to je stanovanje, ampak je namenjeno za študente. Privatnik, daješ Ja, študentom. tako je. Potlej pa smo živela v University Guest House, to pa je v bistvu od univerze hiša za goste, v bistvu za profesore ali pa za študente, ki bi radi prenočili za nekaj časa. Ampak je bilo drago, ne, kar drago je bilo, samo smo pač mogla vzeti to Koliko cca? CCA, 600 na mesec, Ampak za dva. enega. Enega? Mhm. Tako je 1200 te. Pa to je tako pri nas študent, recimo. Ali kak je to? Recimo, ja. Ampak v tem guest house je bilo fejst malo. Ko smo bila prej v zahodnem delu Lunda, tam smo imeli eno stanovanje, ko je bilo 13-stropno, pa kopalnica. Tam je bilo fejst repo. 13-stopno ste imela za sebe. Ja, ker v bistvu je bilo to tako stanovanje, večstanovanjska hiša, ki je vrezana na odseke. Razumem. Te pa smo imela, pač smo mogla hoditi gor po štengah non-stop. Ampak je bilo lepše tam, ne. Je pa bil en problem, to je bilo tudi smešno, ne. Mi dva se tuširava, ne, pa jaz sem se z ledeno vodo tuširal, ker se rad tušim z ledeno, ne. Pa tako se vse rosi, ne, pa sem tak, zakaj se te rosi, če se z ledeno tuširam, ne. Ne bi bilo logično, če se z vročo vodo ali pa z toplo, ne. Evo ga, na konci, ko smo šla ven, pride tisti, ki je nama ponujal stanovanje, ne, pa smo šli vsi skupaj gledati, zakaj kopalnice se tako rosi, ne. Odgrnemo gor ventil, odškrnemo, pa notri je bila pur pena nafilana v zračnik, tak 1 meter zračnik pur pene. Zakaj? Ne vem. Nekdo, ki je preživel notri, si je pur pena notri nafilal. Kaj on to ni vedel? Ne. Zanimivo. Mala turška sauna. Da je Ja. ne vem, pa se meje savno, ne za. Ja, dobro se jedno, ja. Za džabe. Je pa bilo, mogo se luftati non-stop, da če je smrdelo. Ja, po vlagi, ne. Po vlagi.
Vse to je v študentih isto tu problem. Ja. Fej slabo prezračevanje, Pa- tu kopalnic pa tega. Vse prenos tu. Ja, pa ti ni okna, ne. Ti si Ja, navaden najbrž doma prelifta, po ja. oknu, ne. In Najbrž je v prelifta. sredini prostora, ki se kuha, recimo. Ni konec. Zdaj sem se spomnil, recimo, še ena zanimiva izkušnja, ko smo bila v guest house, nikota ni bilo te zraven, mislim, da je šel bežati nekam. Jaz sem pa ležal, pa tako voham nekaj smrdi po ognju, ne, pa to. Pa so tako, kako te smrdi, če zračniki ne delajo, ne. Te sem skozi okno vohal, da so v naslednjem, v Sparta se reče, to je naslednji stanovanjski blok. Indijci so pekli kruh, pa se jim je vžgal. Ja. Veš, kaj so naredili? Poslali so 10 gasilcev z gas maskami pa z jeklenkami, da so šli kruh ven z pečice. In veš, kaj je bil njihov respons? I didn't know I have to take the braid out. Ne, Bilo ful smešno. Ti si gledal to ogenj skozi okno? Ne, jaz sem šel dol gledat, A, dol je si bilo šel zanimivo, ker je 10 gasilcev vdrlo v naš guest house, pa sem gledal, kaj se dogaja. Z gas maskami. Gas maskami, ja, pa strašiš se malo. Zanimiv izraz. Ne? Še tisto si mi nekaj razlagal, vem, za trgovino, kako imajo prilagojeno starostnikom. Ja, fejst lepo sem videl, da imajo vse posod gumbe, v bistvu so, kot da bi odprl vrata, ampak so gumbe, da si pritisneš gumb. To mi je zanimivo. Ker se ti vrata se ti ja, avtomatsko odperejo. Avtomatsko odperejo. To je recimo v Sloveniji tega ne boš videl. Na javnih objektih je Na javni objekti večinoma. Ja. In to je dobro, recimo, če kjer je Pri nas imaš tudi to, ta je avtomatsko. Ja. to tam imaš. Senzor, ne? Ampak veš kaj je finta, da so tisto velika vrata in če bi to non-stop podpiralo, to samo če greš noti skozi njih, ne. Zato imaš knof, ker so to taka velika vrata bile, večinoma. V trgovinah ja, imaš samo, ki se ti samo odperejo. Ampak na take objekti, ko se moraš ti samo odpirati vrata, pa imaš vedno gumbe. To mi je všeč pri Švedih. Recimo oni so fejst ulikani v promete, recimo oni se vozijo zelo počasi pred prehodom. Vem, da je bila ena izkušnja zanimiva, ko sem se s biciklom peljal, pa je en tak video, da bom šel prek, pa video je po mojem, da sem tujec, ne. Jaz pa sem pač videl, da je edini avto, pa sem hotel dati prednost, ne, mislim prednost. Počasi sem se bolj peljal, da bom šel mimo, da bi jaz šel proti prek, ne. Te pa so on že meni na 10 metrov začne dreti, hodi prek, kaj, če boš prišel, ne, mislim, če se edini avto, hodi mimo. Te pa smo se gledali tako novega, nekaj cajta, te pa smo potli se našel prek, ja. Ampak tisto smešno je, ne, ker če bi to naredil v Sloveniji, ne, da niti ne bi gledal, samo šel prek, ne. Ja, tebi Te ti bi neš nadaril, ne. Tam, Gleda kolesar. moraš to narediti, moraš iti samo prek, niti ne rabiš gledati, samo greš prek. To je fajn, sem Zanimivo. lepo njih. Ja, Strpni voznik. zelo strpni. Kako bo kaj, party life gorek? Party life, ja, zanimivo je, ne. Toliko, kako si umireni in strpni vozniki, so toliko bolj party maherji. Ja, bi rekel so. Švedi so tak, da si vzamejo eno leto po srednji šoli fraj, te pa zapravijo tudi cajt, da naredijo ali spit za avto, Da se zlečejo. ali pa se zlečajo, ja. A imajo pravo obdobje? Imajo pravo obdobje. Recimo, če bi jaz to naredil, ne, bi bomo rekla, hodi že, nekaj delati, ne. Ja. Daj mi pusti, da bi eno leto doma, ne. Oni pa so bolj tak na chill. Recimo, jaz sem se družil z 25-26 letnimi večinoma, pa tak, noben še nema ne izpita, pa diplome še ne, pa nič. Oni so bolj tak na chill, kaj bi rekel. Švedi so nasploh na chill. Ampak vsi delajo že. Ja, mogoče part-time, ampak šole še nimajo narediti, pač diplome. Tudi duže traja pri njih šola. Ne, v bistvu ne. Oni na lagano Oni vzemajo. nalagano to vzemajo. Še jaz to ne mogu. Jaz bi samo rad To je naša zgoja, ti ne. Ja, čimprej, ja, to glih. Meni bi nekaj falilo, vedno imam te občutek, nisem zelo dober, nekaj se ne Ja. nič se ne nareja. Ja, sam sebe, ja, podle očitaš. Nič se ne nareja. Nisem koristen. Ja, Za mene kruli. Začelo je to na... upam, da se ne bo, ker meni tudi. Pa so face povezani, ljudje med sabo, tak... Ne, to pa ne, to Ne. pa je glih obratno. Oni pa so bolj združeni. Tako da recimo, če greš po ulici, tako nič ne bi rekel zdravo, ampak pač, če češ koga kaj pitati, bo večinoma časa samo dol gledal v tle. Ja, niso tako, kaj bi se družili. Pa, recimo, ti moraš do njih pristopiti. Jaz vem, jaz rad odbojko igram, pa to, pa so gore bile, je bilo 6 igrišč za beach volleyball,
Pa sem videl, da ljudje špilajo, pa sem se hotel pridružiti, ne. In sem pač mogel imeti jajce posneti do njih, ne, pa sem jih vprašati, če se lahko pridružim, ne, ker oni meni sebe ne bi rekli, ker so me videli, da sem tam stal, Ja, ne. priigral. Te pa so pač rekli, da vredi pa to. Pa smo se potem družili, pa igrali odbojko večinoma. Tisti avgust pa julij, bo kar lepo. Je temperatura po moje tista zadostna za poletje, ne, ker tu pri nas je prevroče meni vse. Ja, je bilo. Kaj kot 20-25. Ja, nekaj tako, ampak gore je finta, da je tako morsko vreme, da se hitro spremeni, tako da je hitro daš konec, pa hitro recimo je do zdaj toplo. Nalive imajo, mislim, to Naliv, je Anglija. Ne tako Ne tak močne, fejst, ne. ampak moje pa ja. Ok, še interesanti. Sva pa se s kolegom prvič, ko smo šla, ko smo prišla gor, smo šla notri do kolen, je bila voda 3 stopinje. Naslednji dan pa smo se šla kopati, pa je bila 6 stopinj voda. To je bila najboljša stvar, kaj sem naredil, ko sem prišel gor. Da si Meni osebno je fejst fajn, ko sem ledeno vodo namočen. Si se redno kopal tako? Redno smo šla. Loma Beach se reče, pač Loma kraj. Tudi imaš tam gor tak od National Geographic znak, da se lahko slikaš pa to. Fejst lepo je bilo. Pa tam večinoma ljudje jadrajo, pa kako se reče tistemu? Kajt. Kajtanje. Pa sta, mislim, se ljudje drugi tudi tako kopajo, mislim, ob morje, ali ni tako priljubljeno? Ja, v Švediji se radi kopajo v mrzli vodi, ampak večinoma so to starejši ljudje, bolj, ne tako mlade generacije. Nice. Ampak je pa velika sprememba, ko greš, če greš recimo aprila, marca na morje tam, ali pa če greš avgusta, te pa je na val, te pa ne moreš postaviti brisača ni na tleh. Ja, tako je. Ja. Ja, na val je. Jaz bi se zdaj vrnil, zdaj bi se povezal, zdaj smo Švedsko obdelali, pa prej smo malo tehnologijo obdelali, zdaj bi jaz to združil malo. Ok, zmerno. Kako misliš, da Švedi sprejemajo tehnologijo dosti boljše, kot mi Slovenci, recimo, ne? Kot inovacije, Ja, ne? inovacije. Večina stvari je švedske, recimo Bluetooth je švedske, Wi-Fi mislim, da tudi švedske, puno stvari švedskih, Spotify mislim, da švedski, puno različnih programov, aplikacij, takih uporabnih tehnoloških zadev je švedske. Stremijo k razvoju. Ja. Dosti Mi bolj pa kot mi. tudi Mi razvoj pa- tak, mislim, kaj malo z zaostankom sprejmemo, ne? Ja, mi ga sprejemamo. Sprejemamo ga face dolgo. To mislim, Ja. kaj nam tu pri nas problem malo. Ja. Da se novosti bojimo na začetku malo. Saj veš, kako pravijo, stari socializem na vasi, ste mi rekel. Ja. Dosti bolj zadržani smo, ne, za take inovativne ideje. Pa kaj politika tudi tam verjetno face financira, to inovacije pa to. Recimo zdravstvo Razvoj. tam zastojn, tako v Sloveniji, Ja. ampak je, ne vem zdaj rekel, kaj je, malo slabše od našega je. Bi Ja, rekel, je. ja, rekel bi, da je malo slabše. Drugače pa financirajo zelo za športnike, sem videl, ker so kar nekaj dogodkov imeli tam, atletski klubi, potem imajo rokometni klub, fuzbal, pač nogomet. Ja. American, oziroma rugby tudi trenirajo, sem videl tam. Pa Puno Švedi nekih- tek na smočeh ne stoji te face. Tudi možno samo na jugi, ne tako, ja. Jug ne. Celice zdaj šteniram, ko si rekel na začetku, da niso verne. Povej. No, da kako to bi povezal, da niso verni, pa so ful zadržani, pa spremljajo ful tehnologijo rade, hitreje, ker zadnjič sem poslušal en podcast, ko so rekli, da se je vera razvila tam, kjer je bilo veliko trpljenja v srednjem veku. In po mojem tudi tako lažje vero sprejemajo, ker niso tako, kako bi rekel, ne dvomijo tak stvari, pa so imeli lažje zgodovino, ne vem, predvidevam, kako pa je mogoče bolj južna srednja Evropa. Jaz mislim, da je vera zdaj povezana, glede na situacijo zdaj, ne teko na preteklost. Zaradi tega, veš, če tebi gre zdaj slabo, recimo, ne vem, zboliš, imaš neko bolezen, boš se zanašal k neki višji sili, pa boš prosil nekoga, ker ti bo tako lažje, Ja. ne pomagaj mi, ne. Ja, Veš, v stiski se ti zatečeš k neki nekomu, višji ja. sili, ne. Ja. Jaz se nisem, Njim gre nisem tega izključeval zdaj, Ja. samo sem tako mislil, da se je srednje veke pri nas ful razvilo, ker ni bilo smisla, ne, na podeželje oziroma. Ja, gledaj, čist možno. Oni so imeli svojo vero, ne, oni so Ja. bili vikingi še vedno, ne. Oni so bili še nekaj časa potem
po mojem viking, ne bi rekel viking, ampak ja, po mojem, ja. Ne vem, Ne vem, jaz sem neka pozabil že to. nomadska kultura, verjetno, ali ne vem, Ja. na pamet to govorim. je mogli nekega zgodovinara vprašati. Res je, nekako zgodovinara morate popiti. Ja, pa to je Res, zanimivo. To je... morate. Ker to Samo- rad gledim, zgodovinske stvari pa rad gledim. Drugo leto pride prav posebna sezona, samo zgodovino obdelavali. Resno? To je ideja, ne. Mislim, ja, tudi če bo to, nešče more, bi ga jaz rad imel tu. Ja, Ja, ja. Tako da, Veš, Ja. da ne vem, si določimo drugo svetovno vojno, pa ja, imaš 10 gostov, samo strokovnjakov druge svetovne vojne pa obdelaš. to je zanimivo. Ne? To je bilo To je recimo res kul. zanimivo. Pa če imaš koga, ki ima kakšne predmete z druge strani, pa kakšne skripte, pa to je fez zanimivo. Ja, kaj ti pokaže, ne. To daš recimo video notri. je fejs rad stare tudi imel, da bi bil nešče starejši, ki bi bil tak, jaz sem pa to doživel, ne. Ja, Ali pa moja mama je bila tam. ja, vse zanimivo. Tako da, ja, Z prve roke, ne. tako. Samo tudi se ponovadi tudi se zaprejo, pa ne govorijo o tem, ne, ker je to bilo verjetno muka. Ja. Pa dobro, pustimo zdaj mi drugo svetovno vojno, mislim, ne. Ja, Gremo zdaj še malo na Slovenijo. povejte. Kako se tebi zdi, kako smo v zaostanki v robotizaciji oziroma avtomatizaciji teh industrijskih procesov v Sloveniji za Švedi, recimo, ker ti si zdaj z prve roke lahko videl, ne? Zdaj recimo, jaz sem bil bolj v takem okolju, ko je bolj za research, torej Ja. za raziskovanje. Ni bilo tako industrija, da bi bili kakšni traki, pa to Kako pa recimo na tistem veš sejmi, ne? Veš. Ja, vidi se razlika. Pač, zdaj, iskreno ne vem, če mi imamo kakšni znani CNC, pa kakšen robotski produkt, ne bi vedel, mislim, da ne. Ja. Večinoma so to večje firme, ki so z Nemčije. Nemčija je zelo znana po machining, ne? Zelo velike standarde imajo tam, Pa financirane, ne? financirane. Pa Japonska, Nemčija, Japonska sta največja glede robotike. Zdaj ne vem, Stobli, mislim, da je švedski. Od 1 do 10, ki so Švedi, pa kje smo mi? Mi smo tako na... Če so Švedi 10, Če so Švedi 10, smo mi na pol nekaj. 5, Ja, 5. pod 5. Ne, 5 bi rekel. Če vseeno nismo tako slabi, no bi rekel. Ja, ja. Ki pa misliš, da bi se avtomatizacija zdaj ne bolj v Sloveniji lahko uveljavila še bolj kot napredek, ki ga oni recimo že tam imajo? To je zdaj fejst težko, ker nisem imel tako izkušenj s tem, z industrijo direkt, ampak Recimo da bi se delalo bolj na umetni inteligenci, bi jaz rekel, da bi razvili, mislim, da bi bil razvoj glede umetne inteligence v robotiki, pa recimo da ne več ne bi rabo človek vzeti izdelka ven iz CNC, da bi robot vse, da bi bila robotska strega bolj. pa recimo koriščenje v trgovinah, da človek ne zlaga, tako si bi rekel, ko ste imeli Recimo. tiste sesalke, ne? Recimo, Ker ti je vzel točno določeno cukor ven, pa če se za večje pakete tako naredi isto, pa on sortira, ne? recimo, ja. Vem, da si mi enkrat razlagal, da Švedi imajo tudi avtomatizirane viličarje, ne? Ja, Se sami vozijo na semi smo videli to s kolegom, ja. To so tudi njegove sanje v bistvu, da bi on delal v taki stroki. Recimo, če greš v katero firmo v Sloveniji, imaš ali viličara ali pa rudleka, ne? Mi Ja. ne če rudlek, ne? Ja, rudle, ja. Na malo bolj modernih firmah pa imaš take samo vozeče palete, oziroma take robote, ki nalagajo na sebe europalete, ki so tako narejene, da lahko ga naložijo. Potem dvignejo na višino, potem pa imajo tudi še eno robotsko roko gor, ki to pobira, pa dajo gor na polico. Z Europalete. Ja, Mhm. zanimivo, To ne? pri nas. Pa to dela človek, Ne. Ne. sam, samo, torej ima neke oznake po tleh in on... Ne, nima oznak, ampak ima kamero, pa Aha. polno senzorov. Pa v bistvu je, mislim, da tudi je implementiran sistem, tako se voziš, recimo pravilo desnega, Desnega, pa pravilo Wow. križanja. Ne. Te davljajo žmigavce. Ja, dobro, žmigovce. Ne so to tako, mi to tako. Zdaj glede žmigovcev, ne, to sem se zdaj spomnil. Švedi se v krožnih vozijo tako, da dajo levi žmigavec, ko grejo notri, So notri, te pa ja. desne, ko grejo ven. To, če narediš v Sloveniji, te ne še malo tako pogleda. Ja, gledajte, ugled, to ti pa že dolgo ni. Že dolgo ne To vozil. pa neki stari voznik, Ja. krožnik, takrat še niso imeli, kdaj on delal izpit, Ja. ne. Zanimivo, levi žmigavec, da.
Ampak ja, mislim, da ima taki sistem glede tega, ker gledal sem videe, simulacije pa tega, kako imajo narejeno v warehousih, ne, torej v velikih skladiščih, kako se roboti križajo med samo, kako se delajo signale, kdo ima prednost, kdo nima prednost, kdo je naložen, pa to ne. Vse se to gleda. Pa mislim, da tudi Pa to še sploh nima umetne inteligence, ne? Je že nekaj implementirano. Mislim, da se nekaj razvija s tem, ja. Ker drugače da če ne bi imeli roboti spomina, imeli bi spomin, ampak ne bi vedeli določiti, kaj je pred njim, pa kaj je poleg njega, recimo pa ne bi vedeli komunicirati z drugim robotom, kaj on vidi, pa kaj ta vidi, ne, v bistvu. Kaj zavidiš ti kot umetna inteligenca? Kak je razvoj bo? Jaz bi rekel, da je umetna inteligenca bo pomoč. Se vrede? No, nisem govoril. Jaz bi rekel, da je umetna inteligenca, pač tako jaz vidim, da bo Face pripomogla človeštvu, ne da bo ga vničila, ampak da bo pripomogla, zato ker gnaz den je v bistvu vseeno, kako priješ do rezultata, ampak glavno je, da priješ do njega, pa glavno je, da najdeš najbolj optimalno pot. In če je umetna inteligenca najlažji način, zakaj ne bi tega izkoriščal, ne? Se recimo poznate ChatGPT, ne? To se kar dosti uporablja. Za bilo kaj ga nucaš, recimo bi rad spekel neki recept za torto, mislim, neko torto bi rad spekel. Greš gor, napišeš, rad bi to pa to pa to, on prebere, on je tako naučen, da je bral članke, ne? In on zdaj z nabora tistih top linkov potegne ven jedro, pa pač napiše, ti napiše recept točno, postopek pa gramažo pa vse ve. Kako bi ti zdaj to vpeljal v te tvoje robotske roke? Robotska roka, umetna inteligenco. Ki bi ti najbolj pripomogla? Pri iskanju napak v kodi? Ali pa komuniciranju med dvema robotoma. Ja, po mojem to je bolj komuniciranje med dvema robotoma, pa da če bi rabil popraviti program malenkost, ga ne bi rabil človek, ampak bi umetna inteligenca popravila. On bi takoj našel. Recimo, ta kupica je 6 centi, ne? Zdaj pa daš ti novo kupico, gor narediš novo kupico, zdaj pa hočeš, da robotska roka dvigne novo kupico in za ni isti način več dviganja, ker imaš ti, ko programiraš robota, ti določiš, ki da robot pobral to, ne. Zdaj recimo ona določi, da je parameter višji, da je recimo 10 cm kupica, potem pa pač robot ve, da mora više prijeti, ne. Take stvari recimo, ne. Ja. Pa recimo kdaj se Face dela poudarek na tem, da se optimizirajo časi cikla, torej da imaš recimo primer plastika. Plastika se da v kalup, ne, se vstopi, se potem recimo strdi, pa z vodo ohladi, da postane, ne, trda, pa se potem izvrže, ne. Zdaj, kako bi ti, to recimo traja 1 minuto, ne, potem pa še se mora hladiti noter, ne, kako bi ti to optimiziral, da bo to hitreje narejeno, ne. To se je danes dan. Ja, še me zanima, Gorek ima tudi zbirališča, da lahko plastenke odlagaš not, pa to. To pa se dobro vpraša. Gore je pa Face dobro ločujejo, recimo tako imajo povratno naknado, kakor piše, ne, to sem si zapomnil, ja. 50 lip. 50 lip, ne, ampak oni imajo krone, oni imajo tako 1 krono ali pa 2 krone. Če je mala plastenka je 1 krono, če je velika 1,5 je 2 krone. Je pa tako, da lahko, imaš take zbiralnike, ki imajo tekoče trake, te pa ti na te daš plastenko, pa on skenira, če je prava, je vrede, pač daš naprej notri, če pa ni prava, recimo, vem, da sem imel pivo z Danske, pa sem probal ti piks notri, pa ni sprejelo, ker je pivo z Danske. Mogoče to je beef med njimi, ne vem, ampak mislim, da to ni beef, mislim, da to pač, ker ni bila priznana firma, ne. Ampak bi bilo smešno, ne, dansko pivo ni sprejelo, ne, ker se Face med sobom bije, kdo ima boljše pivo, ne. In kdo ima boljše? Ajde. Jaz bi rekel, da ima Švedi. Union, ne. Švedi, Union. Ne, jaz bi rekel, da imajo Švedi zelo dobra piva, pa zelo različna. Recimo, oni nimajo tako, da ti lahko kupiš alkohol v trgovinah, samo do 3,5 lahko kupiš. Te pa imajo ene take posebne šope, ki se jim reče Systembolaget. To pa je državna trgovina z alkoholom, imaš v vsakem mestu. In tam pa ti prvo pokažeš ID, te greš notri, te pa lahko si izbereš, imaš vsega vraga, kaj. Cene so fiksne? Ja, mislim, da so. Če je državna trgovina, to so, da se njega konkurence, ne. Ja. Vem, da sem najšel od Karlovačko. Samo se ga pač nisem kupil, ker sem ga tega že spil. Sem si pač kakaj druga vzel. Vem, da najboljšo pivo, kaj sem ga pil, je bilo vune, ko smo šli pit.
Tale of the Whale, mislim, da je bilo Face všeč, pa Brooklyn Lager, te dve smo bili najboljše. Sem pa domov vzel tudi par piv, ne. Eno sem vzel, ki je bila okus po regrati, da bi se tako, da bi regrat pil. Druga pa je bila neka taka medena bolj, ker oni imajo tako dobro narediti, da imajo klasificirano točno, ki imajo, pač različna piva imajo in točno veš, katero pivo, kaki hrani paše, ker imajo gor nalepke. Je fejst zanimivo. Ni toliko vino, bolj pivo. Vino imajo tudi, Aha. ampak Švedi zelo dosti, predvsem dekline, rade vine pijejo, ne. So bolj fine, pa pač, veš, Pa blondne, ne. pa blondne, šte pa Blond. blond fina, pa vino poleg. Ja. To me boli, da v Sloveniji ni to te povratne Kaj naklade. blondne? Povratna naknada. Ja. Ja, Da ni bodi. Hecam se. Ja, zakaj pa ni v Sloveniji? Ja, jaz sem gledal komentarje. po mojem, po manjšem pigment, ne, ali ne, nekaj s tem po manjšem. Ne Aha, blondne, ne blondne, zakaj ni povratne naknade? Je pa ne vem. Gledal sem, ker so zbirališča, komunala, to je fejst dober biznis drugače, ne, Ja, z temi odpadnimi odpadki, ne. Država služi, oziroma to te firme služijo na to, kar človeki, ljudje na Hrvaškem vrnejo, dobi potli on nazaj, ne. Tu pa pri nas pa pač firme dobijo, ne. Ja, dvojno se zaračuna material, ki je odpadne pri nas, recimo tu pa direktno, pol z proizvajalcem, v smisle, da pri nas bi na komunalno podjetje pol zgubila stroškov, ne. ja, Ampak bi pa mi dobili. Mi bi dobili, vse Tako to bi da, ne, zdaj pa oni dobijo. Evropska unija to promovira in mi smo fejs za tem. ja, jaz iskreno mislim, da bi mi mogli začeti boljše ločevati, ker gore imajo fejst dobro urejeni sistem. Ja. Ja. Kako, na kak način? Zabojnikov imajo več, pa na vsakem vogli imaš to te postaje, da lahko daš. Kaj doma si tudi ločeval, ne vem, plastika gre sem, pločevinka gre tja, tisti koš, Zdaj, steklo gre tja, tudi ali tako pri nas steklo se loči od ostalega, tu pločevinke pa to gre vse v en koš, ne. ja, Pločevinke pa plastika pa to ja. gre vse v en koš, ne. Ne, pločevinka gre v drugi koš. Grejo? Na švedskem gre, ja. Ja, na švedskem pri nas. Pri nas pa gre vse v en koš. Ja, to ne. In to Pa potem papir pa to papirati. vse, to nešto Ja. mora reciklirati. Denar mečemo v kraj, ne. Reciklirati. Kaj si nor. Pa veš, kak je naša mentaliteta, ne? Se pa vidiš, mlajša generacija samo vržejo plastenko, ali pa čigumi špuknejo po tleh, ali pa čik, ali pa nekaj. Kultura, ne. Tam ni tega, mislim. Tam ni tega, tako, Hvala Bogu, mislim. bolj likani so. To Vse bi pri gleda. nas mogli. Če ti že tako gledaš, ne, glede na to, da ima že razvoj tako močen, pomeni, da so tudi ljudje malo bolj izobraženi. Ja, so to pa so, ja. Če tako gledaš, Konkretno na mojem podjetju so bili sami magistranti pa doktorati. Aha, pa veš, že z tega vidika se oni potli bolj zavedajo problemov, ne, ki ga povzročiš s tem, če ti vržeš smet v naravo. Ja, Tu pri nas pa pač se veš, kako je, priseljujejo vse, ne, ja. z revnejših držav, ja. s upanjem po boljšem življenju. Zdaj pa tudi, ki so od tam prišli, so vani tako, so tam bili, bodo se čez 2-3 generacije, Kultura, se bo ne. kultura prilagodila oziroma se bo spremenila, ker se bodo oni tudi sinovi, hčerke se bodo izobrazili, ne. Samo veš, namreč, zdaj, mi smo pač na toti meji, ne, Ja, res je. Mislim, revno, bogato, ne. jaz sem na gradbišči videl, koliko se smeti zakoplje. Ja, To, kaj piješ, pločevinko, Ja, Pa vrže Coca-Cola. notri, ne. Pa sem bil presenečen, what the fuck. žalostno, ja. Kaj mi koša za smeti ne poznamo. Ne, dobesedno. Vse niso to zdaj nujnost, ne, Slovenci, ne. Mislim, različno, je pa res, da tudi kultura južneje greš, bolje to sprejeto. Ampak naši šefi so se ful bunili. Je pa res, da se en znašel, ne, pa recimo zbiral to te plastenke za vodo, je vsaki mesec zaslužil tak 110 do 120 evrov. Tako Veš, če je. ti imaš delavce, pa jim učiš, da ti to meni, da ti to meni, Ja, ja. pa smo si košno tam nastavili in je prav super, bilo je 110 evrov zaslužil za to, da To, je nekaj naredil za sebe, denar dobro, ja. pa za okolje in je win-win situation. Ne? Recimo, to je bil moj sodelavec, Roger, če me glediš, ne. On je tudi zbiral plastenke, od Coca-Cole pločevinke zbiral in on je tudi sodelavec, sem rekel, ko so pili recimo Monster ali pa Coca-Cola pa to, da so se dali jemu, pa je pa on to zdaj s tem zaslužil. Pač splača vse, ne? To se tu pri nas forma že tuji delajo to. Vse se dela. Na Na Hrvaško Hrvaško, Na peljejo, Hrvaško ne. pelaš, samo veš kaj je finta, da ko pelaš na Hrvaško, ne, moraš imeti ogromno tega, ne, in če že pelaš, zapraviš več za bencin. Pa dobro, ajde.
Za te pelaš, ne? Mislim, vreče si, ne zdaj, kaj bi ti zdaj 10 plastenk vozil, ne, to ne. Ja. Ti si vreče, pune vreče si pelaš, ja. Ja, pa se nabral, ne. Če je to 0,5 litra, ne, pa to je Ja, pa voda. to ne smeš zmučkati, ne. Ne, celo mora biti. Celo mora biti. Ja. In vsak delavec recimo spije 4-5 takih na den, 20 delavcev, 1, 2, 3 zdaj nabere, ne. Tako da, to mi je bilo fajn. Lepo, da malo gorek poskrbljeno. Moje. Še imaš kako vprašanje? Ne. Ne? Koliko smo cajta? 1,50 ur. Tako hitro minilo, ko sem pozabil, smo se sploh pogovarjali. Je bilo zanimivo, se momenti z vama. Je sproščeno? Mislim, je steklo te? Niti malo sem počutil nervozen. Nice. Domči, mi ti želimo puno sreče, ne? Jaz z vama tudi. Plan za naprej mi samo še povej. Kaj imaš zdaj še? Plan za naprej? Tako, zdaj si ti videl Švedsko, bi šel ta gor, kaj bi v Sloveniji recimo bil? Ali... Recimo, meni so se dopadli zdaj, da bi šel v Nemčijo. Imam pa tudi obljubljeno gore delo na Švedskem, če bi kdaj hotel še delati, tako da še so karte vse odprte. Pogoj magisterij je kaj to? Ampak ja, to mi je rekla mentorca, da naj grem delati magisterij, ker v tujini rabiš magisterij. Magisterij Vsaj bi šel kam? V Slovenijo? Najrajši bi šel v tujino. Fejs se mi sveti Avstrija, ker ima v Klagenfurtu zelo dobro šolo za robotiko, nekaj v zvezi z umetno inteligenco, nekaj takega. Tako da bi se vpisal v taj program, če bi sprejet dal, če pa pač, če ne bo šlo, ne. Nemščina. Nekaj drugam, Češka, Poljska mi je tudi všeč. Če pa ne bo šlo nič od tega, te pa Slovenija dale, ne. Misliš, da se tudi program lahko vpišeš, če ne poznaš, ne boš nemškega jezika, ali veš nemški? Angleški program je. Angleški, Ja, to je dobro. Ampak imam plan za naučiti v eno letje nemščino, ker bi rad delal v Nemčiji, recimo. Tudi če bi šel na magisterij, bi se rad vzel absolventa, bi rad delal nekaj, da dobim čim več izkušenj. Ker potem na CV lepše zgleda, ko imaš več izkušenj, ne. Vse firme prepogledne, kako imaš CV napisan. Vem, da sem zdaj pisal zelo dosti firmam in so kar zbirčni. Dobil sem en intervju v Fraunhoferju v Nemčiji, ampak sem očitno nisem bil sprejet ali pa še mi niso javili, ker so imeli kar nekaj kandidatov, tako da je kar težko nudi priti v firmo. In tako enostavno, še posebej, če ne veš nemško. Ja, to oblika. Izkušnja. Nemčija je vseeno malo drugačna od Švedske, ne, kaj se tiče jezika. Ker jaz sem recimo napisal mail v angleščini in oni so meni napisali zdaj v nemščini. Te sem vedel, kako je vra. Ja. Zajebo. Ja. Opa, pardon, izrazil. Ne to, da sem jaz, ampak da so oni tak... Nacionalisti. Ne, da hočejo, da ti veš nemško. Ker pogoj, da živiš v Nemčiji, tudi kot pribežnik oziroma to refugee, ne vem, kako se reče, da se naučiš nemščine v 3 letih, nekaj tak je plan. Tako da Nemci so res, da moraš vedeti nemško, če delaš ali pa če si pač, češ biti državljan. Ja, mi smo male ribe. Mi pa se drugim. Male ribe z velikimi vokami. Lepo. Toto leto boš absolventa izkoristil za delo? Ja, za delo. Imaš že zrihtano kje? Ne, za glih to sem... To glih ko pišeš? Ja, to sem se za glih iskal. Zdaj naprej še iščem, ampak se veš, kako je zdaj, vse so prazniki, ne, pa to. Tako da po mojem, če bi že šel delati, bi naslednje leto po mojem bilo izvedljivo. Decembra, ne vem, če bi dobil za delati. Ker bi tak en teren delo, te pa so kolektivni dopusti večinoma. Ne, ali pa, mislim, prazniki so pa to. Vse pa doma se stavljaš zdaj roko, to je tudi nekaj, ne? Delam, pač malo se špilam, ker bi se tudi rad naučil, zdaj se učim C++ programski jezik, pa Python malo delam, pa delal sem tudi igrico zdaj malo, da sem se naučil C++, malo sem se špilal. Veš, vse to je tudi dosti vredno, ne? Ja. Da se sam spraviš, to je pa se učiš stvari, ki veš, kaj ti bodo prav prišle. Fint je, ko delaš nekaj, ko te veseli, te pozabiš, da sploh se učiš nekaj, pa nekaj delaš. Pa da delaš nekaj. Ko hobi ti je to, ne, praktično. Pa programiranje je tak, ne, če ti golo programiraš samo v prazno, ne bo zanimivo, boš izgubil volo, če pa ti programiraš nekaj zabavno na začetku, te pa potlej ti že podzavestno veš, kaj delaš, ne. Ima vse neki cilj pa namen pol, pa osmisliš delo. Je lepo. Hvala, da si prišel. Hvala vam za povabilo.
uspešno pot naprej ti želim. Pa, ja, upam, da bom kakšen stekic Boš, bota, voda. Pa da se vrneš v Slovenijo, pa narediš napredek v avtomatizaciji procesov. To je bilo fajn, moramo že narediti nekaj. Plastiko, povratna naklada. Povratna naklada. Da boš dal roboti, bo robot ne bo to spremenili recikliral. nič, Ne bo šlo, ne. Domen, thanks. Ajde, čau. Čau. Hvala.